V gledališču Park je Mestna občina Murska Sobota obeležila svoj praznik, slavnostno sejo mestnega sveta, ki jo je zaznamovalo podeljevanje najvišjih občinskih priznanj ter poklon posameznikom, ki so svojim delom pomembno zaznamovali lokalno skupnost. Na praznični dan obeležujemo 677 let, odkar je bila 16. julija 1348 prvič omenjena srednjeveška naselbina, iz katere je zraslo mesto Murska Sobota. Letos pa obeležujemo tudi okroglo 30. obletnico, odkar je bila iz takratne skupne velike občine ustanovljena mestna občina. Slovesnost ob prazniku je vsakokrat priložnost, da se ozremo po doseženem v minulem letu, v katerem smo skupaj z mestnimi svetniki, predsedniki in člani krajevnih skupnosti in mestnih četrti, z uspešnimi podjetniki ter vami, drage občanke in občani, prizadevali za dvig kakovosti življenja v naši občini. Ob tem bi rad izpostavil pripravo in sprejem dveh pomembnih strateških dokumentov, ki bosta v prihodnjih letih služila kot celovita in dolgoročna načrta, da se bo naša občina razvijala v duhu svoje vizije. Murska Sobota, mestna občina, občina najvišje kakovosti življenja. Prvi je trajnostna urbana strategija, s katero smo začrtali ključne razvojne izzive in cilje nadaljnjega razvoja občine vse do leta 2035. Naš glavni cilj je nadgradnja statusa mestne občine kot administrativnega, izobraževalnega, gospodarskega, družbenega, kulturnega in storitvenega središča regije. Nadaljevali bomo z oživljanjem mestnega središča, revitalizacijo starih zgradb, izboljšanjem infrastrukture ter širjenjem zelenih površin. Izboljšati želimo prometno povezavo med mestom in podeželjem z razvojem in nadgradnjo cestnega omrežja, javnega prevoza in kolesarskih poti. Med ključnimi razvojnimi izzivi občine je velik poudarek na potrebi po proaktivnem odzivu na demografske spremembe, kot sta upadanje števila in staranje prebivalstva. Drugi strateški dokument pa je občinska celostna prometna strategija, ki posebno pozornost namenja najšibkejšim udeležencem v prometu. Glavna izziva ostajata postopno spreminjanje potovalnih navad občanov ter spodbujanje k prestopu z avtomobila na kolo, avtobus in hojo. Prav v tem duhu Mestna občina Murska Sobota pospešeno razvija cestno in prometno infrastrukturo. Tako je bila konec minulega leta zaključena prva faza ureditve Noršinske ulice, ene najbolj dotrajanih ulic v mestu. Medtem se nadaljuje dela druge faze, ki bo, ko bo dokončana, s kolesarskimi potmi povezala Mursko Soboto in Rakičan. Uspešno je bil zaključen obsežen in finančno zajeten dolgoletni projekt agromelioracije na komasacijskem območju Satahovci, ki bo zmanjšala stroške obdelave zaradi združevanja zemljišč, formiranja večjih obdelovalnih površin ter ureditve novih poti do parcel. Kot mladim prijazna občina smo naredili ogromen korak pri reševanju stanovanjske problematike mladih. Poleg subvencij za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja je bila v minulem letu zaključena prenova nekdanje zgradbe ekonomske šole na Slovenski ulici, v kateri je nov dom našlo 15 mladih družin. Prenovili smo štipendijsko politiko in poleg štipendij za uspešne študente uvedli kadrovske štipendije. Te sofinancira mestna občina in tako prispeva k izobraževanju kadra za domača podjetja. Poleg dokončanega kolesarskega poligona na Kopališki ulici pospešeno vlagamo v športno infrastrukturo. Poleg dograditve tribun na Fazaneriji, enega največjih projektov tega leta, imamo v načrtu še ureditev atletskega stadiona pri prvi osnovni šoli
ter ureditev balinišč v Bakovcih in Krogu. Za izboljšanje bivalnih pogojev v romskem naselju Pušča je tik pred izvedbo komunalno urejanje novega stanovanjskega območja, ki bo omogočila gradnjo novih stanovanjskih hiš. Izpostavil bi še projekt, ki je predolga leta čakal na izvedbo in se bo začel v prihodnjih tednih. Prenova občinske zgradbe, nekdanjega delavskega doma, ki bo spet ponos vsem občankam in občanov. Dovolite mi še, da predstavim nekaj podatkov, na katere smo v občini upravičeno ponosni. Mestna občina Murska Sobota se uvršča na drugo mesto po indeksu trga dela v Sloveniji. Skoraj 700 delovnimi mesti na 1000 prebivalcev, pri čemer je delež zahtevnih poklicev nadpovprečen. Po indeksu izobrazbe zavzema Murska Sobota kar 7. mesto v Sloveniji. Po indeksu gospodarstva pa smo na visokem 34. mestu. Gostota podjetij ter stopnja nastajanja novih podjetij je močno nadpovprečna, kar je pomemben pokazatelj podjetniške klime. Ustvarjena dodatna vrednost, ki presega povprečno za 65%, se je v zadnjih 10 letih podvojila. Takšni rezultati nas še posebej opogumljajo, saj potrjujejo, da v mestni občini ustvarjamo privlačno okolje za nove, domače in tuje naložbe, kar se kaže s prihodom nekaterih novih podjetij v našo občino. Žal pa se moramo ob vseh pozitivnih zgodbah dotakniti tudi ene najtežjih odločitev, ki smo jo morali na mestni občini sprejeti v minulem letu. Namreč stečaj javnega zavoda Raziskovalno in izobraževalno središče Dvorec Rakičan. Težka, vendar premišljena skupna odločitev je bila sprejeta ob tehtanju družbeno-ekonomskega, socialnega ter javnega interesa. Kljub temu ostajam optimist, da bo kmalu prišel čas za novo zgodbo, ki bo ponovno oživila sam dvorec in mu dala novih vsebin. Spoštovane in spoštovani, praznik mestne občine je vsako leto tudi priložnost, da se zahvalimo izjemnim posameznikom, ki so svojim delom, srcem, znanjem, svojo ustvarjalnostjo in zanosom delali za dobro te občine. Danes se z občinskimi priznanji dotikamo majhnega, vendar zelo cenjenega dela te naše skupnosti. Zahvalno listino se simbolično zahvaljujemo dolgoletni ravnateljici Suzani Fortelj, ki je vso svojo poklicno življenje s predanostjo, srčnostjo in neomajno vizijo sooblikovala temelje vzgoje in izobraževanja v naši skupnosti. V najlepšem spominu jo bodo ohranjale številne generacije naših občanov in občank. Za svoj izjemen življenjski opus na področju športa podeljujemo plaketo športniku, trenerju in športnemu sodniku svetovnega kova Stanislavu Šerneku. Mursko Soboto pa je svojo vizijo, izkušnjami in energijo soustvaril tudi Stanko Polanič, ki nas je žal zapustil mnogo prezgodaj. Naziv, ki ga je mestna občina uspešnemu gospodarstveniku, vizionarju in predvsem velikemu Sobočancu želela podeliti že pred leti, je takrat ponižno zavrnil. Zato mu s posthumnim nazivom častnega občana izrekamo svojo iskreno zahvalo za njegov dragoceni prispevek k razvoju mestne občine Murska Sobota. Drage občanke in občani, za razvoj naše občine smo zaslužni vsi, ki živimo in delamo v njej. Uspešni in prodorni podjetniki, starejši, polni življenjskih izkušenj in modrosti, akademiki in izobraženci, kulturniki in športniki, mladi s svojimi smelimi idejami in energijo, številne organizacije in društva, prostovoljci in posamezniki. Vsak po svojih močeh, vsak na svojem področju prispeva k našim skupnim uspehom in svetlejši prihodnosti. Čestitke ob našem prazniku, prazniku naše občine. V imenu prejemnika naziva častni občan, ki ga je posthumno prejel gospodarstvenik Stanko Polanič, se je za izkazano čast zahvalil sin Peter Polanič. Lepo pozdravljeni. Ga bi se želel v imeni pokojnega očeta, svojim, pa v imeni moje družine,
zahvaliti v prvi vrsti Robi, ker je dal ta predlog in seveda komisiji, ker je v deli, pa predvsem življenje mojega očeta prepoznala za dosta veliko vrednost, ko njem je ta naziv podelila. Iskrena hvala. Slavnostna seja se je sicer začela z minuto molka v spomin na dolgoletnega svetnika Draga Šiftarja.